moje lepotice, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Moje ime je Eva in danes bom nosila make-up 24 ur. To je izziv, ki se ga že zelo dolgo časa veselim posnet, to pa iz preprostega razloga, ker mislim, da bo ful zanimivo snemati in hkrati dokumentirati za vas, kako se bo koža tekom ur nošenja ličil spreminjala. Tako da danes je odlična priložnost, da se tega izziva kar lotam. Namreč znamka Oriflame mi je poslala njihove nove pudrčke. Delujejo oziroma njihovo ime je Everlasting, kar v bistvu je nekak sinonim za večno trajan. Jaz imam tukaj skupaj 7 odtenkov, v celotni liniji jih je sicer 15, imajo tako hladne, kot tople, kot nevtralne podtone, tako da mislim, da se res za vsako kožo najde ta pravi odtenek. Jaz bom seveda skupaj z vami poiskala pravega, potem pa sledi en dolg dan. Zdaj, zakaj me je v bistvu ta puder sploh pritegnil, da sem se odločila, da se tega izziva lotam ravno zdaj, ker gre v bistvu nekako za pametni puder. Ja, pametni puder je beseda definitivno, ki me je takoj pritegnila, ker veš, da v tem novodobnem svetu, kjer se vse vrti okrog pametnih telefonov, pametnih tablic in tako naprej, bo res zanimivo testirati, kaj lahko ponudi pametni puder. Zdaj, ko skočim na njihovo spletno stran, o pudrih piše naslednje. In sicer, edinstvena Skin Response tehnologija je zasnovana tako, da se nenehno prilagaja okolju, ki vas obdaja, tako da je vaša koža videti sveža in čudovita. Ko je v zraku okoli vas vlaga, dinamična tehnologija deluje tako, da jo absorbira in ko je zrak suh, pomaga ohranjati naravno vlažnost kože, da je koža videti kar se da najbolje. Definitivno zelo obetavno, ker recimo nekaj se mi zdi, da sodobna ženska ali pa nasploh, že moj poklic je tak, da sem po eni strani veliko doma, po drugi strani veliko skačem okoli, kot veš, rada hodim na vodene vadbe, tako da jaz mislim, da najbolj se greva midve kar v akcijo, da jaz nekako prvič testiram ta puder, potem pa bom sproti, kot sem rekla, dokumentirala in ti pokazala, kaj se bo zgodilo po nošenju 24 ur tegale puderčka. Vem, da je veliko punc med vami, ki imate veliko težav pri iskanju pravega odtenka, priznam tudi sama, kdaj pridem v trgovino, želim preizkusiti nekaj novega, ko vidim neko novost in potem med vsemi temi odtenki v trgovini najdete pravega, ki bo tudi na dnevni svetlobi dobro pasal na tvoj ten in tip kože, je izziv. Tako da, evo, Oriflame nam je vse skupaj zelo olajšal, tukaj na njihovi spletni strani, bom pustila povezavo tudi spodaj v opisu, so v bistvu naredili kot neko tako zabavno igrico / aplikacijo, poišči svoj odtenek in ti dajo ti take različna vprašanja, ti na njih odgovarjaš in na koncu ti prav poimensko povejo recimo, kjer puder bi bil pravi za tebe, recimo, a je to Ivory Natural in tako naprej. Tako da bom dala kar začnite, pa bom videla potem, a se njihovo priporočilo ujema potem dejansko tudi na moji koži. Evo, takole se odpre, poišči svoj odtenek za rdečo in daš začnite. Zdaj, najprej te vpraša, kakšen je vaš ten kože. Zelo svetel, srednji, temen. Jaz bi rekla, da zelo svetla, nisem bom rekla svetla. Naslednje vprašanje, kateri opis najbolj drži glede vaše kože? Podton vaše kože določajo barve, ki se naravno pojavljajo tik pod vašo kožo. Se pravi, ko ti sebe pogledaš brez make-upa, kakšno barvo vidiš? A je bolj taka zelenkasta, je to bolj neka hladna, a je to bolj taka rumenkasta? In potem glede na to daš odgovor. Nevtralna bi jaz rekla, če si bolj taka na modrikasto ali pa da dejansko ne vidiš nobene barve, medtem ko topoton je pa mečkam bolj na rumeno ali pa olivno. Jaz bi definitivno dala nevtralen, ker moj tip kože, sem že večkrat to delala, je hladen, tudi recimo ena taka tehnika je lahko zveš po venah. Izberite odtenek, ki najbolje ustreza vaši polti. Aha, tukaj so dali dve ženske, na desni strani je bolj temna, na drugi strani je bolj svetla. Pa bi rekla tale bolj svetla, da sem jaz. In evo, priporočili so mi Light Beige Natural. Dajmo ga poiskati. Kaj mi je ful všeč, ko vidim, da ima zaščitni faktor 30, kar pomeni, da si že zaščitena pred sončnimi žarki, tako da ne rabiš potem dodatno še enega produkta in imaš v bistvu dvoje v enem. Super. Evo, zdaj pa gre za res. Jaz sem vzela kar svež čopič in bom prvič testirala tale puderček. Ne vem, kako vi vidite, pa kaj si vi mislite, ampak meni se zdi, da
mi je popolno ujel odtenek. Sploh tukaj, če primerjam z vratom, nekako ni tiste vidne razlike. Tako da dejansko je tale aplikacija brez heca ful dobro zastavljena. Super so mi ujel odtenek. Zdaj, kar se samega pudra tiče, definitivno ni to tist mat puder, ampak je končni videz zelo tak svež, lahkoten, tudi ko ga jaz zdajle imam na obrazu, ne čutim, da bi me karkoli zategoval. Izredno tak lahek, tako da zdajle za pomlad, ko se radi malo nastavljamo in sončnim žarkom in smo zunaj, mislim, da bo zelo dober, ker jaz sem nekako bolj pristašica teh lahkih pudrov, sploh takole za čez dan, kot nekih tistih težkih, ki te res obtežijo. Zdaj pa sem mislila, da bom počakala do konca tega videa, ampak ker sem videla, da dejansko ta aplikacija zelo super deluje in zelo super pomaga najti skoraj popolni odtenek, imam za vas tudi eno presenečenje in sicer nagradno igro, kjer bo, pazi to, kar 10 zmagovalk. Namreč 10 bom podarila tale odtenek pudra, zdaj odtenek boste zbrali same. Naredite isto kot jaz, najprej poklikaj spodaj na povezavo, reš tale mini kvizec, kakor sem ga jaz, in spodaj pod komentar zapiš, kateri odtenek pudra je teb najdel. V opisu naslednjega videa, ki pride na moj kanal, pa bom razglasila torej 10 zmagovalk, ki bojo prejele torej tale pudar, čist po nekak svoji želji, svojim opisu, in ga bom poslala seveda k vam na dom. Tako da jaz grem pa zdajle dokončati celoten make-up do konca, potem pa se začne naš 24-urni izziv. Prva ura nošenja make-upa je mim, jaz sem zdajle pospravljala, zdaj pa je čas za prvi ček. Mislim, da je koža še vedno čisto v istem stanju, kakor ko sem si naredila make-up, še vedno taka zelo sveža, taka mehka podlaga je, dejansko ni še nobenih odstopanj ali pa kakršnih koli grudic. Tako da prvi ček kljukca, vse štima in gremo v naslednjo uro. 2 uri sta mim, jaz sem zdajle v avtu, ker imam ene par opravkov. Poglejmo od blizu še mojo kožo, zaenkrat vse stoji še na svojem mestu, nič ne razpada, vse je še vedno lepo gladko, tako da nimam dejansko nobenih pripomb. Zdajle pa šibam na pošto oddati tale paket. In nazaj sem z novim paketom. Ko bi vi vedeli, koliko se meni solzijo oči, ko režem čebulo. Zdajle sem se spravila delati kosilo. Najprej bom naredila rižoto, potem pa verjetno še zrezke. Jaz rižoto naredim res na simpel in hiter način. Najprej na olju popražam malo čebule, dodam zelenjavo. Za rižoto jaz uporabljam tale riž, je malenkost dražji, ampak meni je super, ker pride malo bolj tak moker oziroma kremast na koncu. Zalija z 2 do 3 takimi istimi skledicami vode. Dodaš še malo soli, vse skupaj premešaš, pustiš, da voda izpari. V bistvu jaz na koncu potem dodam še malo kurkume, zdrava je, pa malo za barvo in to je v bistvu vsa umetnost moje rižote. Zdajle šibam naprej, dobim se z eno punco. Prosila me je, če bi odgovorila na njena vprašanja v povezavi z njeno magistrsko nalogo na temo vlogerji in njihovi brendi. Kmalu, res kmalu pride nekaj novega in zagotovo boste vi prve zvedle. Skoro bom na hitro odgovorila na njeno vprašanje, pa imam pa že polno obveznosti naprej, tako da zdaj šibam v Bežigrad. Zdajle pa se dobim z Raletom, greva nekaj pojest. Jaz sicer ne vem, če bom jedla, ker imam zelo kmalu pol telovadbo in sem se že parkrat zafrkala, ker sem prepozen jedla in pa sem komi trenirala, tako da ne bom tega ponovila, bom po moje bolj kakšno kavico. Pa ja, telovadba in bo ful zanimivo videti, kako se bo puder obnesel pred, med in po telovadbi. Definitivno poročam. Ful mi imajo simpatične menije na temle ping-pong loparčku. Tukaj je eden, pa imajo pa tle še enega, ful inovativna ideja. Medtem pa ta velik meni je pa tako iz lesa, pa urezane črke noter. Po fitnessu sem se dobila z najči pa tajči na pijački. Imamo tak čajček.
pa malo prigrizka. Make-up bom zdaj približno gor že 11 ur, tako da bo ta zdaj ocenila, kako se ji zdi. Kaj praviš, kako izgleda? Glede na to, da je rekla, da ima make-up že cel dan po fitnessu, sploh v bistvu ni opazila, da je bila na telovadbi, tako da enkratno, no res. Dober večer, evo, jaz sem doma, zdaj sem direktno iz pijačke z Nejo pa Tejo, smo se kar zadržale, ura je 10 zvečer, zdaj nekje 13 ur, ko nosim make-up, kar je že res ogromno in ponavadi sledi moja večerna rutina. Jaz prvo, kar v bistvu naredim, je, da dam ves make-up dol z obraza, že kar nekaj časa si zdaj obraz čistim s tem dvofaznim čiščenjem, se pravi najprej oljni odstranjevalec, potem vodni, pa še micelarna vodica, temu res posvetam veliko pozornost in to bo zdaj zame ena najtežjih nekako preizkušenj, da ne bom dala make-upa z obraza in bom mogla z njim spati. Jaz se ne spomnim, da bi jaz kadarkoli šla v posteljo naličena. Res ne morem, pač mene to se mi nekako toliko gravža in toliko imam v glavi, zdaj se mi bojo naredili mazoli, pa mašile pored, tako da če sem bila jaz še ne vem koliko zaspana, prišla v 5 zjutraj domov, jaz sem make-up vedno odstrala in jaz mislim, da bo zdaj brez heca prvič v življenju, da grem jaz z make-upom spat, bom si odstranila šminko, ampak bo izziv in evo, predanost do konca, ni popuščanja. Zdaj, da še malo pokomentiram puder. Tele sledi tukaj, ki jih vidiš, to je zaradi očal, kot veš, jaz imam za vožnjo in tako tudi kdaj čez dan očala, tako da to ni zato, ker bi puder odstopil, ampak so očala tele flekce naredila. Sicer pa opazam tukaj pri nosu, mogoče malo tako, kako bi rekla, harapavo kožo, oziroma malenkost puder odstopa, čelo se malo sveti, ampak ni nič hudega, samo opazim, da je malo bolj tak sijajen, pa mogoče tukaj na tem delu ni več taka intenzivnost pudra, kot je bila, ampak če pogledam tako celoto, recimo, če bi zdaj imela še kakšen opravek, jaz bi komot šla tako naličena, dejansko ne bi rabila nič več popravljati, ker, ne vem, povej ti, meni se zdi, da še vedno vse ful dobro zgleda in da ni nobenih večjih kakšnih takih posebnosti, tako da puder se res ful dobro obnaša, bo pa zanimiv še videti, kaj bo se zgodilo čez noč, to bo izziv, res bo izziv. Jaz bom spustila ta del s čiščenjem obraza, grem pa jasno seveda pod tuš, umit zobe, sedeti v pižamo, potem pa, ne vem, a se ti bom javila še kaj v posli, ali bom se javila zjutraj, bom pa če ne drugega ekstra lepa danes zarale tam. Definitivno se še javim, ni predaje. Obolevam, da si nisem sčistila make-upa. Čutim, kako se mi delajo mazoli. Ampak bom zdržala. Make-up je še vedno gor. Tudi senčke se ful dobro držijo, by the way. Puder, malce mi je tukaj obrisal, ker sem si vsem prala zobe, pa malenkost je zdaj stopil v porice. Sem človek in ne robot, tako da koža diha in valjda, da se dogaja neke spremembe, da ne ostane cel dan zategnjena in porcelanasta. Zdaj je počasi čas za spanje, me zmanjkuje. Dobro jutro, jaz sem se zbudila 15 minut nazaj, sem spila kavo, tako da sem prišla k sebi. Iskreno ne morem verjeti, da sem spala z make-upom. Jaz komi čakam, da dam tole dol, da moja koža spet zadiha in da sem nekaj časa brez ličil, ker ne morem verjeti, kakor sem rekla. Moja koža je trenutno v takem stanju po skoraj 24 urah, ko nosim make-up. Dolga je bila en res dolg dan in dolga noč. Vmes sem se še zbudila in sem se takoj spomnila, da imam ličila še vedno na obrazu. Tako da ja, grem tole dol, poje zajtrk, potem pa se vrnem še zadnjimi oziroma končnimi mislimi. Ne morem povedati, koliko je bil dober občutek dati ličila dol in jih ponovno nanesti. Tudi evo, zdajle sem uporabila tale puder, tako da je čist sveža podlaga. S tem, da zdaj sem uporabila še en trik, ki ga včeraj nisem, namreč na čopič sem dala suh puder, ga razmazala po obrazu, ker sem proti jutru opazila, da se je moja koža že dosti svetla. V bistvu se je svetla že tik po telovadbi, ampak to zato, ker je v bistvu malo tega potu prišlo ven na plano. Opazila sem tudi, ker sem zdajle pregledala posnetke, da sem imela rdeča lička, ampak morate vedeti, da sem si jaz blush nanesla že takoj po koncu make-up tutoriala, tako da sem bila
čez cel dan rdeča. Dejansko, ko sem bila pa jaz v resnici rdeča v telovadbi, je pa puder super prekril. Tako da, moje zaključne misli so takšne. Če si ljubiteljica ful take močne podlage, prekrivne podlage, neke mat podlage, potem bo verjetno ta puder ti nekoliko premal. Na drugi strani pa, če imaš rada izjemno take udobne podlage. Moja prva asociacija, ko pomislim na ta puder, je udobnost, ker jaz tako sploh ne čutim, da ga imam gor. To je res tako poseben občutek in težko najti. Hkrati pa je vsem prekriven in izredno tak prijeten, svež, bo ta puder sigurno za tebe, tudi odtenkov je veliko. Jaz sem s pomočjo aplikacije res našla, mislim, da popoln odtenek za sebe. Tako da jaz ga bom nosila ravno zato, ker mi je všeč ta udobnost, ker mi je všeč, kako se dejansko ujema z obrazom. Še enkrat naj te spomnim na nagradno igro, torej kar 10 odtenkov bom podarila, sama se izbereš odtenek glede na kviz. Edini pogoj je, da v bistvu spodaj v komentar zapišeš, kateri odtenek si dobila in da si naročena na moj kanal. Torej, tiste, ki ste že naročene, ste avtomatsko v igri, samo spodaj pustiš komentar. Tiste, ki ste na novo, se naročite, poklikite oziroma napišite, kaj ste dobile in v opisu naslednjega videa žrebam 10 zmagovalk. Ja bi se ti zahvalila za čas, da si z mano preživela tale dolg dan. Če želiš, da postavim še kakšen tak izziv, mi seveda svoje, da lahko sporoči spodaj v komentar. Se gledamo v kratkem, ljubčki, in do naslednjič. Čau, lepotice!